Zdaj, mi po koncu vsakega predsedničinega foruma pripravimo nek strateški dokument s priporočili, ki ga potem seveda pošljem na ustrezna ministrstva. Ministrstva so tista, ki lahko, oziroma če mene vprašate, morajo v tem primeru implementirati vse, kar je potrebno za strateški razvoj Slovenije na tem področju. Dejstvo je, da Slovenija zaostaja. Zaostaja namreč predvsem, moram poudariti ta razlog, ki ga vidim kot enega najbolj pomembnih v procesu izobraževanja. Če smo res ena redkih držav v Evropi, ki nimamo predmeta računalniške pismenosti v kurikulumu, potem nas mora začeti skrbeti. In to ni stvar, na katero lahko čakamo naslednjih 5, 6 ali 10 let. Mislim, da bi bilo treba kurikulum prenoviti prej, kot so se dogovorili. Dogovorili so se za leto 2027, pa še takrat samo 35 ur v 7. razredu. Vsi strokovnjaki danes so opozarjali, da to preprosto ni dovolj. Pomembno je, kar je poudarila poročevalka, doktorica Vida Groznik, tudi, in to tudi sama večkrat opozarjam, za razvoj umetne inteligence so potrebne investicije, za investicije je potrebno predvidljivo poslovno finančno okolje. Tu Slovenija še vedno ni naredila dovolj in upam, da bodo tudi izsledki tega foruma vendarle predramili koga, ki bo poskrbel in je dolžan poskrbeti za to, da bo finančno okolje v Republiki Sloveniji predvidljivo. Morda vam lahko nanizam še nekaj podatkov. Najvišje dodane vrednosti na zaposlenega imajo danes podjetja, ki uvajajo umetno inteligenco v svoje procese. Dodana vrednost na zaposlenega je v Republiki Sloveniji 65 000 evrov, v Avstriji recimo 129 000 evrov, če povem za primerjavo samo eno državo. Za pridobitev tujih investicij je potreben kapital, je potrebno predvidljivo davčno okolje. Sama bi poudarila še eno stvar. Na tem predsedničinem forumu smo zajeli 3 segmente, torej umetna inteligenca kot investicija za razvoj, v drugem panelu pomen prava, človekovih pravic in svoboščin, varstva osebnih podatkov. Evropska unija je in mora ostati tista celina, ki daje poudarek pri razvoju modernih tehnologij tudi z vidika temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zakaj? Namreč mnogo produktov umetne inteligence se na koncu dotika posameznika, človeka, in regulacija, ki jo Evropska unija ima, je dobra, je kompromis med gospodarstvom in pravom, če želite. Slovenija je ena od držav, ki je hitro prenesla akt o umetni inteligenci v nacionalno zakonodajo, ampak čaka nas nedvomno še zelo, zelo veliko dela. Lahko smo pa ponosni na to, da je od doktorja Ivana Bratka dalje Slovenija ena vodilnih držav na svetu, ki lahko zelo veliko pripomore k razvoju umetne inteligence v nišnih produktih. In to je tisto, kar bom sama v svojem mandatu poskušala spodbujati. Vaš forum je padel ravno v obdobje, ko smo, kot slišali od zadnje govorke, ukinja oziroma spreminja oblika ministrstva za digitalno preobrazbo. Koliko je, bom rekel, tukaj zdaj opazno tudi to, ko sami govorite, nepredvidljivo okolje, tokrat v političnem smislu pri nas? Vam bom takole odgovorila. Na vsakokratni vladi je, da razmisli, katera in koliko ministrstev bo imela. Ampak ena stvar se mi pri vsem skupaj zdi zelo pomembno in to sem pogrešala v vladi, ki odhaja. Namreč v kabinetu predsednika vlade morajo biti državni sekretarji zadolženi za določena področja in umetna inteligenca je področje, ki bi terjala imeti državnega sekretarja, in ti državni sekretarji so zadolženi za koordinacijo med posameznimi resorji. Če nam bo še to umanjkalo in da bo vsako ministrstvo vleklo na svojo stran, potem teh strateških razvojnih rešitev preprosto ne bo ali pa bodo izrazito prepočasne. Še. Lahko me tudi kaj vprašate, direktno, če želite, smo že včeraj bili skupaj. Ja. Ja, pravzaprav smo že včeraj dosti tega povedali, ampak zdaj bi rekel tako na koncu, kako
ste, bom rekel, zadovoljni in z odzivom in vsebinami, ko so jih dejansko pripeljali tako govorci kot obiskujoči na današnjem predsedničinem forumu? Jaz osebno moram reči, da sem zelo zadovoljna. Mislim, da smo zbrali prave sogovornike, slišali smo različne poglede na celotno situacijo, ne. Recimo predvsem pri zadnjem panelu smo imeli tako šolnike kot recimo temu državo, ne, ki v bistvu drži roko nekako nad kurikuli, in tudi visoko šolstvo. Tako da smo nekako pokrili kar dobro to vertikalo in naslovili v bistvu marsikakšen izziv smo odprli, dajmo se tako izraziti. Rešitve smo podali nekaj predlogov, jaz upam, da jih bo država slišala v prihodnje in da se bo zganila jutri, ne čez 10 let. Namreč največja težava je, da ponavadi slišimo, ja veste, šolski sistem je počas, je rigiden, ne moramo to hitro spreminjati, ne. Ampak če vedno rečemo to, potem nikoli ne bomo prišli do točke, ko bomo začeli s spremembami. In to je kar žalostno, ne, glede na to, da se že več kot 20 let, konkretno profesor Brodnik, ki je imel tudi svoj prispevek, že več kot 20 let trudi za uvedbo računalništva v osnovne in srednje šole, vedno je bil izgovor, ne, nimamo učiteljev, nimamo ur, kateri predmet želimo, pa moramo zdaj ukiniti, ne, to pač ne gre tako, da se samo pogovarjamo in se nič ne naredi. Drugi panel mislim, da je zelo dobro naslovil tako pravne, etične vidike kot vpliv na družbo. Dejstvo je, da umetna inteligenca definitivno vpliva na družbo in čedalje bolj bo vplivala na družbo in tega se moramo zavedati. In mi se moramo temu prilagoditi. Mi moramo, kot sem že v preteklosti rekla, ne, moramo se naučiti plesati z umetno inteligenco, ne se boriti z njo, ne. Če znaš plesati z njo, bo vse teklo tako, kot je treba. Če se bomo pa borili, potem pa samo treba je na pameten način stvari zapeljati. In v prvem panelu, ki je bil pa nekako bolj znanstveno, ampak tudi gospodarsko obarvan, mislim, da so bili zelo dobri prispevki tudi predvsem iz publike. Absolutno naša panelista sta vrhunska raziskovalca na tem področju in imata res širok pogled na situacijo, ampak tudi iz gospodarstva, kar smo slišali, je zaskrbljujoče. Torej mi imamo veliko podjetij, težava je pa, da podjetja v resnici niso pripravljena investirati v umetno inteligenco, ne, kot je gospod Štefančič iz Gospodarske zbornice omenil, ne, raziskavo, ki smo jo naredili v okviru kompetenčnega centra, da so podjetja pripravljena vložiti do 50.000 evrov, v resnici ni pa omenil, ne, da je pa velika večina, torej več kot 50% teh odgovorov bilo, da bojo do 10.000 evrov vložili. Do 10.000 evrov ni nič, ne. Tako da na tak način mi ne bomo naredili preboja, tako da je treba res smiselno vlagati v umetno inteligenco, tako v znanost, kot potem v prehod v gospodarstvo. In to je eden izmed takih temeljnih priporočil, ki se ga moramo zavedati, ne. Lahko sam še eno stvar dodam, mogoče bom čisto kratka. Danes smo slišali, da je filozofija ljubezen do modrosti. In sem razmišljala, kaj pa etika, ne? Etika je pa ljubezen do vrednot, če mene vprašate. In zakaj je izobraževalni sistem tako zelo pomemben? Umetna inteligenca bo na koncu le toliko etična, kolikor bodo etični tisti, ki jo gradijo. Nenazadnje tudi pri uporabi umetne inteligence se je treba zavedati, da nekje meje preprosto so. Zato verjamem v to, da je izobraževalni sistem osnovna prva stopnica.